Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice na terenu. Kot zagotovo poznate, nov zakon prinaša še eno spremembo in to tisto čisto na koncu bi lahko rekli, kajti zagotovo veste, naši dedki, babice, starši, vsi so pri zdravstvenem zavarovanju plačevali tudi del za eventualne pogrebne stroške in na to, ko se je to zgodilo, je država omogočila subvencijo nekje v višini 500 evrov. No, od prvega naprej pa nov zakon to odpravlja, tako da subvencije več ni in bo treba plačevati polne pogrebne stroške, zato sem ta trenutek pred pogrebnim podjetjem Maribor, tukaj ob Pobreškem pokopališču. Z mano je predstavnica podjetja gospa Matilda, pozdravljeni. Dober dan. Torej, kaj pravite, zdaj več ni subvencioniranih pogrebnih stroškov? Glejte, zdaj ste vi mene tu na pokopališču tako rekoč v kot stisnili. Pod točko 1, mi nismo država, mi si tega nismo zmislili. Pod B, čujte, za nas vse isto ostane. Vse, kaj bo drugače, da bomo mi zdaj prva linija, ko bojo občani svoje nezadovoljstvo in svojo jezo na nas znašali. In tudi ta vaš prispevek, tako zdaj, ko ste začeli, tako ste krenili, ne bo pomagal. In ampak vseeno, kaj za vas to prinaša? Kakšne spremembe morda, karkoli? Čujte, mi pa pusto več ne moramo dajati. Mi na robu preživetja hodimo. Mi smo tu na Pobrežju, tako rekoč na najgi. Zanimiva prispodoba, gospa Matilda, no to zraven pa je, kako bi vam to opisal? So ljudje, ki vse skozi so zraven, ob intervjujih opazujejo, zagotovo ste videli na televiziji, ko se kažejo od zadaj v kadru, no tu smo na radiju, ne vidite, ampak ta gospod je tu cel čas zraven. Pozdravljeni, kaj bi kaj povedali? Ja no, kaj je, vse to svobodna država. Ja, se je, ja. Ja no, poslušaj, kaj je zdaj skrivnost? Ja ni, ker povedete. Kaj je ta not vežico, kaj zdaj se pa sta vodni tu? Kaj zdaj, pač poslušam, kaj je? No in kaj bi kaj dodali, mogoče? Sem tak iskal nekoga, da vprašam, kak je to zdaj, pa zdaj sem vedel, da ker gospod tak večkrat tu srečam, ker hodim vsaki drugi dan, pa ne, tak imam par vprašanj tudi, ne. Izvolite. Čujte, to je nevzdržno. Kaj sem to bral? Zdaj niti 500 evrov, nazaj ne bomo dobili. Pa kaj ste vi zmešani? Minimalni pogreb stane 1000 evrov, veste kaj je to 1000 evrov? Zdaj ljudi poprečno 600 evrov dobijo, pa že tu imajo 200 kredita, kaj bo tepo, kaj bomo? Nič. Pa za 1000 evrov ni nič, niti lipa zelenela, niti trobenta, niti rože, niti venci, to ni nič. To je tisto golo, daj ga not, pa gremo 0,3 na brzino, za Jurja. Pa kaj ste vi zmešani? Ker tisti 500 glih bilo, da si delal človek nekaj prvošel, da si zapomnili, veš kaj ti hočemo reči? Da si tam dal flašo Balantajnsa gor, pa da je bilo vse rože, venci, pevci, da si jim te natočil pol litra pevcem, prej pa pol, tak si mogo žeru flašo za ostale, tak veš, da žerejo. In zdaj pa to nimaš nič nimaš. Ja, to je nenormalno, čutaj. Jaz pa ne vem kam naredil, če kdo od svojcev, jaz ne morem to, ja mi jih doma imel. Kak to mislite, to ne gre? Ja kak bo, ki boš pa Jurja dobo? Kaj boš? Pač, ko stara mati dobi penzijo, si daš ruto gor, pa palco, pa greš tja dvigniti, z eno osebno, kaj češ? Pa vzdržuješ nekak, da to neko stanje, ker jaz ne, Jurja nimam, ki? Zdaj pa še oni, da je to v pol leta, pa 3 ure, kaj si zmešan malo, kaj si, lahko bankrotiraš. Zdaj boljše še sebe cuknem, pa dio, pa 4, pa nekaj drugi plača. Jaz tak ne moram, ne, tu. Ja, res vem, grozno je, res je. Grozno je, sve je grozno, ne, mislim, zdaj vi verjetno, ko ste novinar, ko zaslužite, vam ni problem 2-3 ure, ne, ste pripravljeni. Ja, seveda, ja. Jaz bom pač, ne vem, ali z Kitajske, to te maže nekaj, da se to ohranja, ne vem, kaj nekam naredi. Dobro, veliko sreče pri tem načrtu, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi.